we are working towards discovering novel functional nanomaterials that can be used to produce hydrogen at much cheaper rates and in more sustainable ways. We are using photocatalytic and electrocatalytic methods to produce green hydrogen directly from water. Our low-cost catalysts are fabricated in the form of nanopowders as well as thin film coatings that can easily be upscaled to suit the requirements of the energy sector and produce hydrogen on a much larger scale. Razvijamo brezogljične tehnologije, kot so fisijski reaktorji naslednje generacije, majhni modularni reaktorji in fuzijski reaktorji. Jedrska tehnologija bo namreč odigrala pomembno vlogo pri prehodu v brezogljično družbo do leta 2050. Vodimo tudi projekt novega raziskovalnega reaktorja v sodelovanju s sosednjimi odseki, s katerimi bomo ohranjali visoko raven raziskav na jedrskem področju in ostali atraktivni za nove kadre, ki bodo delali na področju jedrskih raziskav in proizvodnje jedrske energije. We at EPSIX actually working with the plasma-enabled technologies for developing nanostructured materials in a green environment. So these kind of materials can be carbon, metal oxide, metal sulfide or polymeric-based materials. These kind of materials are majorly used for energy storage applications. One of such design material comprised of carbon and metal sulfide materials shown one of the best performance in supercapacitors and batteries. So scaling up of our technology will enable a future pathway for designing advanced material for energy applications. Na odseku se ukvarjamo z vodikovimi tehnologijami, ki so orodje za pretvorbo, shranjevanje in distribucijo energije. Vodikove tehnologije nam omogočajo, da se viški zelene električne energije pretvorijo v vodik, ki ga pa nato mogoče uporabiti kot gorivo, kot procesno surovino ali pa pretvoriti nazaj v elektriko z uporabo gorivnih celic. Na odseku razvijamo prototipe vodikovih sistemov in metode za vodenje, nadzor in diagnostiko. Raziskujemo tudi koordinacijo vodikovih sistemov in elektroenergetskega omrežja ter trga. Uporaba toplotno-izolacijskih materialov v gradbeništvu prispeva k učinkoviti rabi energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov. V ta namen razvijamo nove, bolj zelene postopke priprave toplotno-izolacijskih materialov, kot sta mineralna volna in penjeno steklo, oziroma poskušamo izboljšati njihove izolacijske lastnosti. Raziskujemo možnosti izboljšav obstoječih materialov, razvijamo pa tudi nove kompozitne materiale. Hlajenje in segrevanje s pomočjo plinov in hlapljevin sodita med pogoste tehnološke procese. Učinkovitost povečujemo s povečovanjem hitrosti in turbulentnosti tekočin ter s pomočjo faznih sprememb prehodov med plinsko in hlapljevinasto fazo. Poglobljeno razumevanje in napovedovanje turbulentnih eno- in večfaznih tokov je izjemno pomembno za energetsko čim bolj učinkovito, zanesljivo in tudi okolju prijazno delovanje tovrstnih procesov. To je tudi jedro dejavnosti v našem laboratoriju za termohidravliko večfaznih tokov na odseku za reaktorsko tehniko. Turbulenca v eno- in večfaznih tokovih opazujemo in merimo s pomočjo najsodobnejše raziskovalne opreme. Hitrostna in temperaturna polja v tokovih merimo s pomočjo hitrotekočih kamer v vidni in infrardeči svetlobi ter s pomočjo sistema za natančno merjenje hitrostnih polj v tekočinah z metodo sledenja delcev. Eksperimente lahko podpremo tudi z digitalnimi dvojčki, to pa so simulacije za računsko dinamiko tekočin. V našem laboratoriju UltraCool metodo aerosol deposition uporabljamo kot edini v Sloveniji in bližnji okolici. Prah želenega materiala v curku aerosola kontinuirno izstreljujemo na substrat, ki ga želimo prevleči z nanosom. Tako lahko pri sobni temperaturi samo s pomočjo vakuuma nanašamo keramiko ali kovine na različne materiale, tudi na steklo ali upogljive polimere. Za pripravo keramičnih prevlek uporabljamo metodo aerosol deposition, ki nadomešča tradicionalne metode, kot je sitotisk, kjer so za zgostitev keramike na obstojnost prevleke potrebne visoke temperature, okoli 1000 stopinj Celzija.
Na našem odseku se med drugim ukvarjamo tudi z raziskavami možnosti recikliranja odpadnega stekla. V eni izmed zadnjih raziskav smo razvili postopek uporabe katodnega stekla iz odpadnih televizijskih ekranov za pripravo penjenega stekla v zračni atmosferi. Tako pripravljen material ima toplotno-izolacijske lastnosti, ki so primerljive ali celo boljše kot najboljši komercialni produkti penjenega stekla, kljub občutno nižji vloženi energiji. Uporaba zračne atmosfere v takem postopku pa izboljša učinkovitost gorenja, hkrati pa omogoča uporabo električnih peči, torej obnovljivih virov energije. Na Centru za prenos tehnologij in inovacij povezujemo naš inštitut z gospodarstvom. Vkolikor vas zanima ponudba tehnologij inštituta, se lahko obrnete na nas. Pomagali vam bomo pri koordinaciji sodelovanja, urejanju pogodbenih odnosov in pa pridobivanju projektnih sredstev, vkolikor bo to potrebno. Imamo številne izkušnje z zaščito intelektualne lastnine v različnih oblikah, kar omogoča prednost pred konkurenco. Tako da vas vabimo, da skupaj z nami ustvarjate inovacije na področju zelenih tehnologij.